Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. Danes bom ponovno govorila o zakonu privlačnosti. Sprašujete me, zakaj zakon privlačnosti ne deluje? Zakaj ne morem dobiti tistega, kar si želim? Zakaj se mi dogajajo same neprijetne stvari? Zakaj mi nikakor ne steče? Kaj je z mano narobe? Kaj je narobe? Zakon privlačnosti ni nekaj, kar mi sprožimo, kar začnemo in kar končamo, ampak zakon privlačnosti deluje ves čas. O tem se jaz v preteklosti že govorila, ampak poglejmo ponovno. Zakon privlačnosti je bistveno širša slika, kot si jo mi predstavljamo. Mi si želimo neko določeno zadevo ali neko določeno osebo, sploh ni pomembno. In vse svoje misli, cilje usmerimo v to. Hočem. In s tem hočem, mi mislimo, da smo že sprožili zakon privlačnosti. Pa temu še zdaleč ni tako. Zakon privlačnosti mi ne sprožimo s procesi v glavi. Zakon privlačnosti mi sprožimo s tem, kar je v naši notranjosti, kar je v našem nezavednem. Ves ta skupek naše naravnanosti, ves ta skupek naših notranjih vsebin, vse to vpliva, kaj se bo nam v življenju dogajalo. Ampak mi smo nestrpni, mi hočemo takoj in mi vidimo ozko sliko. Mi se usmerimo v točno določen cilj in ga hočemo dobiti. In včasih ne gre, in včasih se ustavi. In potem kaj naredimo? Takrat smo razočarani. Jaz, ki sem tako dobra, jaz, ki ne želim nič drugega, razen tega, jaz, ki sem v bistvu skromna, jaz, ki sem toliko v to vložila, tega potem ne dobim. In nastopi razočaranje. In kaj je razočaranje? Razočaranje je drama. Razočaranje je drama, ki z energijo pošilja v svet. Dogajajo se mi krivice. Sem žrtev. Hočem, da mi pomagate. Hočem drugače, oziroma to, kar mi pošiljamo, hočem še več tega. In tako se nam dogaja še več tega. Kaj dobimo? Dobimo še več stvari, ki nam omogoča, da smo v žrtvi, da smo nesrečni, da smo žalostni. Potem smo jezni in to jezo obrnemo navzven. Zakaj se ti ne obnašaš tako, kot jaz hočem? Zakaj ti govoriš stvari, ki niso resnične, ki mene prizadanejo? Zakaj ti? Zakaj? In kaj dobimo mi? Tukaj deluje zakon privlačnosti. Dobimo jezo, dobimo nasprotovanje. To, kar mi damo, to mi dobimo. Ne to, kar mi damo z glave, to, kar mi damo iz svoje notranjosti, iz svojega čutenja. In tukaj je naslednja zanka. Mi se lahko prisilimo, da čutimo drugače. Se pravi, mi sfejkamo, zlažemo sami sebe in rečem, ne, jaz sem zelo hvaležna za stvari, ki se mi dogajajo. Pa smo res? A smo res hvaležni za žalost, za bolečine, za to, da ne dobimo, za to, da sodelavka napreduje? A smo res hvaležni za to, da ima naša prijateljica partnerja, s katerim se dobro razume, mi pa ne? A smo res hvaležni za to, da je naš bivši partner dobil žensko svojih sanj? A smo res hvaležni za to, da gledamo, kako gredo drugi na morje, mi pa ne? A smo res hvaležni globoko v sebi za to? In to je tisto, kar deluje na življenje. To je tisto, kar mi pošiljamo v svet, v vesolje in potem na podlagi tega mi nekaj dobimo nazaj. Kaj sem jaz zdaj povedala? To, da ni pomembno, kaj si mi mislimo v glavi. Pomembno je to, kar mi čutimo. In to, kar mi čutimo, lahko spremenimo, vendar ne tako, da se v glavi prepričamo, ker na ta način bomo mi samo sfejkali sami sebe.
Se pravi, mi nismo toliko prijazni s sabo, da bi si povedali resnico, da bi prenesli resnico, da bi prenesli, ja, jaz sem taka in nočem več biti. In to je tisto pomembno, to je tisti prvi korak, ki prinese spremembe. Zakon privlačnosti deluje. Zakon privlačnosti deluje 100%, brez najmanjše napake. In ni vse odvisno od nas, absolutno ne. Ampak, kaj mi lahko naredimo? Mi do določene meje imamo moč, potem moramo pa mi spustiti. Zato, ker živimo na zemlji in na zemlji je svet dualnosti in zakon privlačnosti deluje v dualnosti. Mi nekaj želimo, hočemo, hrepenimo, zahtevamo. Mi v življenju lahko zahtevamo. Ampak po drugi strani moramo spustiti in se zavedati, da nam nič ne pripada. In to sta dve skrajnosti. Dve skrajnosti, ki če ju obvladamo, se nam začnejo dogajati čudeži. In ti čudeži se dogajajo ljudem vsak dan in ne morejo verjeti, da je to mogoče. Vse stvari v glavi so peljale na to, da bi bilo narobe. Ampak ker je oseba uspela zadeve spustiti, so se speljale prav. V glavi imamo popoln načrt uspeha in ne pride do njega. Zakaj? Zaradi tega, ker nismo znali spustiti, ker imamo v sebi stvari, ki nam to onemogočajo. In te stvari v sebi moramo spoznati, če hočemo, da zakon privlačnosti deluje tako, kot mi hočemo. Ampak zato ni nikoli pravi čas. O tem, kdaj je pravi čas, bom govorila v enem od naslednjih videov. Ampak vprašajte se, kaj želite v svojem življenju? Kaj želite? A želite biti mirni, zadovoljni? Želite živeti v urejenem, varnem partnerstvu? A želite? Potem se začnite ukvarjati s sabo, ne z drugimi. Ukvarjajte se s sabo in ne s svojim partnerjem. Zakaj mi tega ne da? Zakaj je bil tak? Zakaj se je zlagal? Zakaj mi je obljubil? Kaj je rekel? Kaj je naredil? Ljudje mi rečejo, ljubi me, izpovedal mi je ljubezen, rečejo ženske. Ma ženske moje, ljubezen izpovedati je najmanjši problem. Problem je izpovedati ljubezen in spraviti stvar v dejanja. To je pomembno. Ne, kaj vam nekdo izpove. I love you so much. I love you so much ni nič. Srčki, rožice, srčki, to, smajliji. To lahko vsak napiše, to lahko napišeš 50 v 2 minutah. Ampak to spraviti v življenje, to spraviti v razmerje, je pa nekaj drugega. In zakon privlačnosti vam daje to, kar v sebi, kar je v nas. In če mi lažemo sami sebi, če nočemo videti, nočemo sprejeti, nočemo slišati, nočemo vedeti, potem bojo drugi ljudje z nami tako ravnali. Laži mi, lažem sama sebi in sporočam, laži mi. Ljubim te, ni problem reči. Ampak težko je to narediti, to pokazati. Če imamo v sebi zavoro, če imamo v sebi slabšo samopodobo. In ljudje nam sporočajo v resnici, da nas imajo radi, pa mi tega ne vidimo. Zato, ker hočemo nekoga, ki nam bo lagal. Zato, ker je to v nas. Če je v nas preganjalec, ki nam sporoča, da nismo dovolj dobri, potem nam bo všeč partner, se bomo neskončno zaljubili v partnerja, ki nam bo to sporočal. Zakaj? Zato, ker tako deluje zakon privlačnosti. To, kar mi oddajamo, to mi dobimo do določene meje.
Ni vse v naši moči, ampak stvari, ki so v naši moči, lahko spremenimo. In to vam jaz hočem povedati, da če hočete do nečesa prideti, potem ne hlastajte po stvari, ampak se obrnite vase. Kaj je v meni, ki mi to preprečuje? In ne boste prišli do odgovora v 1 minuti, ne boste prišli niti v 1 dnevu, mogoče boste prišli šele v 3 mesecih. In v teh 3 mesecih se boste vi spraševali, a se mi splača, to je naporno, jaz tega ne bi, vsi drugi so srečni. Pa vi mislite, da so res vsi drugi srečni? A vi mislite, da je res Facebook pa Instagram realno življenje? Ne, ni. Realno življenje je to, kar doživljam jaz, kar doživljate vi in kar doživljajo ljudje, ki jih vsak dan srečujemo. Če bi bilo realno življenje tako perfektno, kot je na Facebooku in na Instagramu, potem ne bi bilo toliko žalostnih ljudi, potem ne bi bilo toliko žalostnih zgodb, ne bi bilo toliko depresij, ne bi bilo toliko paničnih napadov, ne bi bilo toliko ljudi nesrečnih. Ljudje zahtevamo, ljudje hočemo in smo usmerjeni navzven. Pustite zunanji svet, obrnite se vase. Super, pejte na morje, uživajte, pejte na potovanja, privoščite si, ampak ne pozabite nase, ne pozabite na to, kaj je v vas. Ne pozabite na to, da to, kar je v vas in to, od česar bežite ali bežimo, od tega ne moramo zbežati, kamorkoli gremo, to prinesemo s sabo, to vzamemo s sabo in zato ne bežite od sebe. Uživajte, privoščite si, ampak vzemite si na dan 15-20 minut zase, kako se počutim, kaj je v meni, kje je tista žalostna, osamljena, zavržena, nesrečna, nevredna, kriva in ne vem kakšna še oseba. To naredite zase, pa boste naredili ogromno. Pridite pogledati mojo novo spletno stran Slišana si, ne pozabite na delavnice ali pa seveda knjiga Čarobni odnos, kjer so zadaj vaje, kjer si lahko zelo, zelo dobro sami pomagate. Vesela bom, če se naročite na moj YouTube kanal, kmalu se slišimo. Uživajte, vzemite si 15 minut zase in vrzite stran, predelajte, potolažite tisto, kar je v vas žalostnega, neustreznega, bolečega, ranjenega. Imejte se radi, čudoviti ste. Čau, čau.